Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Danes se bomo pogovarjali o usodi slovenskega naroda, pa ne z vidika politike, ampak z vidika njegove osnove, to pa je rodnosti. Z nami sta zanimiva sogovornika, soavtorja zbornika, ki je izšel pred nekaj dnevi, 1. julija, z naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda 2. Namreč prvi del je že šel leta 2018. Z nami sta znanstvenik, strokovnjak za umetno inteligenco z Inštituta Jožef Stefan, dr. Matjaž Gams. Dobrodošli. Dobar dan. Državni svetnik, tudi urednik tega zbornika, Marko Staroveški, ekonomist. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Ja. In prav je, da povemo seveda, da gre na nek način za popis, za ureditev zbornika na podlagi posveta, ki je bil organiziran že lani novembra v Državnem svetu, ne, tudi s pomočjo predsednika Državnega sveta Marka Lotriča, ki je imel uvodni govor, med avtorji tega zbornika pa poleg vaju in Lotriča še Marijo Sredkar, Janez Malačič, Tomaž Sobotka, Nina Jančar. Začnimo seveda pri vprašanju, kako sta vidva prišla v to zgodbo, da se ukvarjata z problemom izumiranja slovenskega naroda. Vi ste konec koncev, kot sem omenil v začetku, strokovnjak za umetno inteligenco. Ne? Je to nekaj, s čimer se zdaj primarno ukvarjate na inštitutu? Vem, da ste avtor že prvega zbornika, pa ste takrat bili precej po medijih, ne, tudi očrnjeni v mainstream medijih, metali so vas celo iz službe, ni vam to uspelo, ampak imeli ste precej težav. Hvala za besedo. Zdaj, na to temo demografskih problemov je nosilni strokovnjak profesor Malačič, pa še nekaj drugih. Sam sem pa morda prvi naredil te projekcije z umetno inteligenco, ki pa kažejo, da v roku 200 let približno bo slovenski narod izumrl. Se pravi, praktično popolnoma izumrl. Tam leta 2100 bo pa tako zvodenel, da ne bo več mogoče govoriti o neki nacionalni identiteti. Seveda, če se ne bo nič bistvenega spremenilo. Seveda, šlo je za uporabo metode umetne inteligence, poženeš programe in nekaj ti pokažejo. In potem si presenečen, kaj ti inteligenca govori, potem to rečeš, odkril sem nekaj pomembnega in govoriš to v javnosti, in javnost te napade, tako da je bilo kar presenečenje, koliko negativnega se je zlilo pred leti, kot ste lepo omenili. Ampak pravim, zdaj se vi s tem ukvarjate, nimate težav na inštitutu? Zdaj imam težav bistveno manj kot nekoč. Rekel, malce se klima obrača, ampak da bi bila pa v redu. Poglejte, ta dogodek, ko je bil, nihče izmed masovnih medijev ni niti ene besede napisal o tem. To vam že nekaj pove. Zdaj, to pomeni, da lahko v miru delate in se s tem ukvarjate. Vaš cilj pa je kaj pravzaprav? Nekako v zavest, v kolektivno zavest Slovencev vcepiti zavedanje, kaj se nam dogaja, zlasti politiki. Ne pravite, da je morda tudi na institutu samem zdaj več zavedanja, da to, kar leto opozarjate, da je res in da tudi zato več nimate težav? Zdaj, mi dva skupaj, pa še drugi tudi, ki se tega problema zavedajo, ker to ni nek fiktiven problem. Poglejte, če umrete, to ni tako nekaj irelevantnega. Imate plačo, par odstotkov večjo ali pa manjšo. Kaj je v primerjavi s tem, da umrete? Umrete kot posameznik, umrete kot neka družina, umrete kot skupnost. To so grozljivo pomembne stvari in ljudje se tega ne zavedajo in počasi ta spoznanja prodirajo v realnost, medtem ko pri ukrepih seveda pa totalno zamujamo, ukrepov praktično ni. Govoriti, da stanovanja pomagajo, da je to en ključen ukrep, to ni skladno z znanstvenimi projekcijami, ki jih delamo. Bomo do tega še prišli. Ampak se pa ta klima res spreminja in jaz bi se tej priliki zahvalil vsem, ki delamo na tem zelo ključnem področju, zlasti gospodu Staroveškemu, s katerim tle skupaj te stvari skušava naprej spraviti. Kakšna je vaša zgodba, gospod Staroveški? Kako ste vi iz poslovnih vod zdaj prišli k reševanju slovenskega naroda? Moja poslovna kariera se je končala z odhodom v pokoj. Pri tem sem dobil ponudbo, da zastopam gospodarstvo v Državnem svetu. Bil sem izvoljen na listi Trgovinske zbornice Slovenije. Tako sem se seznanil z delom
državnega sveta, ker državni svet kot zgornji dom slovenskega parlamenta, kjer zastopa civilno družbo, je med temi eni bolj pomembnih tem pravzaprav tudi demografija. S tem sem se seznanil, ko sem spremljal stare posnetke in ko sem čital tudi članke, kako so sledili prvemu posvetu in kakšen je bil napad na dr. Gamsa in takrat tudi na državni svet, kajti zahtevalo se je, da tudi v državnem svetu mora priti do določenih kazni po tem posvetu. In ko sva se srečala, se mi je zdelo, da je tema vse bolj aktualna. Kajti ta tema ni več takšna, kot je bila nekoč, kjer je bi rekel, bilo zelo veliko očitkov, tudi besede fašizem so bile prisotne, nacionalisti in tako naprej. Danes je že v družbi popolnoma znano, da je demografski problem eden najbolj kompleksnih problemov, kar jih imamo. Tiče se sociologije, sociale, ekonomije, kajti brez ljudi ne bo ekonomije. In konkretno gremo kar k številkam, ker ste to načeli. Mislim, da je to najpomembnejši del. Vi ste ravno kar rekli, da nas čez 200 let več ne bo, če se bodo ti trendi nadaljevali. Zdaj tukaj imam pred seboj belo knjigo slovenske demografije, tudi vi ste jo uredili, leta 2019 se je šla skupaj s kolegom Janezom Malačičem. Te projekcije, gledali smo, kakšna je bila stopnja rodnosti po posameznih desetletjih. Vidimo zelo zanimiv trend, da v bistvu smo pod, lahko rečemo, to reprodukcijo, ki je zadostna, 2,1, padli leta 1982 je bila prvič nižja, prvič pod 2. Drastično je padla do leta 2000 in 2002, ko smo prišli pod 1,5, nekje na celo 1,3. Zdaj se v zadnjih letih je to malce stabiliziralo, zdi se, kot da smo se nekako stabilizirali pri stopnji 1,6, kot da nam ne gre tako slabo. Ne dobro, ampak ni pa to trend, ta hip, saj ne zdi se, kot trend, ki bi nakazoval tako hitro izginotje naroda, kot ga vi napovedujete. A lahko pokomentirava te številke? Ja. Mogoče najprej na zadnje. Poglejte, če imate več kot 2,1 otroka na žensko, radikalno eksponentno raste. Zdaj, pri covidu smo se navadili, kaj je to eksponentna rast. Se pravi, se množi, in to ni vsota, da se sešteva. In ta eksponentna rast, ki je problematična, kadar gre za negativne pojave, tudi pri številu ljudi na svetu ni dobro, da tako hitro raste, ali pa je rasto, ker zdaj se ustavlja. Če pa pogledamo padec, pa tistega eksponentnega padca ne vidite, zato ker starejši ljudje še živijo. Otrok ni več, rečete, vse to je pa v redu, pa migrantov imate neko količino, in držimo tako kot v Sloveniji število ljudi okrog 2 milijona, pa rečete, vse demografskega problema ni. Potem pa pogledate, koliko je otrok Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev in tako naprej v Sloveniji po narodnostih in vidite grozljivo sliko. Vidite ta preko padec in to je ta grozljivi cikl, ko je otrok premalo, je žensk premalo in zato je naslednja generacija otrok premalo. In ta cikl se zdaj že dogaja v Sloveniji in zato do leta 2100 bo po teh projekcijah praktično samo še nekaj odstotkov se praktično izginili. Okrog leta 2100 bo pa tako razvodenelo Slovenije, da bo težko govoriti o slovenskem jeziku, o slovenski kulturi in vseh slovenskih komponentah. Se pravi, tukaj moramo ločiti, vi ne govorite o tem, da bi izmanjkalo slovenskih državljanov, ampak o tem, da bo izmanjkalo pravih Slovencev. Kaj je pravi Slovenec? So to samo čistokrvni Slovenci? So to izmešanih zakonov? Kako se to sploh da izmeriti? Mislim, da je osnova seveda genetska. In če pogledate, Slovenci smo sicer zelo mešani genetsko, genetske študije obstajajo,
vendar je dobršen del iz slovanskih virov. Slovani so najpomembnejša jezikovna skupnost v Evropi s približno 300 milijoni, a ne? In mi smo verjetno prišli iz tam nekje okrog Ukrajine, zgodovinsko gledano, in smo se tukaj pomešali z Italijani. Se pravi, ampak tista mešanica je vseeno en koktejl, če hočete tako, je pa v bistvu ta koktejl originalen, ne? Če hočete, Vladimir je drugačen kot, ne vem, nek drug Sunshine Beach ali kaj takega, ne. No, in ta mešanica, ne, če pogledate, kakršna je, in se vprašate zdaj po projekcijah, kaj pa se bo zgodilo čez 100, čez 200 let, ne. In ta primerjava, ki jo rad povem, je, gledajte, če bi zdajle prišel Džingis Khan, pa bi odstranil vse moške v Sloveniji, daj bi bilo zdaj 50% domorodnega prebivalstva, kakršnega koli že, pa 50% novega genetskega prebivalstva, in če bi imeli rodnost 2,1, bi bilo tisočletje naprej 50% domorodnega, pa 50% novega gena, ne. No, pri nas s sedanjimi trendi se bo to zgodilo čez približno 70 let, čez 70 let bo 50% sedanje avtohtone populacije, Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev in tako naprej, ne? In potem se stvar ne bo ustavila, ampak bo radikalno padala naprej. Samo to sem vas še hotel vprašati, ne? Te trendi so se nekoliko ustavili v zadnjih desetletjih, nekako stojimo pri 1,6, kar niti ni znotraj Evropske unije tako zaskrbljujoče. Je, ampak ne, so še druge države v še večjih skrbeh. Ja. Mi si to tolmačimo tako, torej definitivno so bistveno slabši primeri. Če gledate Korejo, Japonsko, tam imajo celo pod 1, ne, ali pa recimo Italijo, ki je med najslabšimi, ki imajo najslabše v Evropski uniji, ne? Ki imajo okrog 1, ne, zdaj tam so malce razlike, kako štejete, ne. Ali pa recimo Kitajska v mestih ima pod 1. Kitajci v velemestih imajo rodnost pod 1. No, zakaj pa pri nas ni tako strašno slabo? Mi menimo, ampak nismo pa tega znanstveno dokazali, ker treba vedeti, določene stvari so mi znanstveno raziskali, dokazali in objavili, in to je drži kot pribito. Določene stvari pa imamo hipoteze, pa še nismo tega podprli, in v tem primeru menimo, da je razlog v prihodu migrantov, se pravi, oni spremenijo tudi rojstva, ne? In drug razlog je pa to, da je naša skupnost, ki se bori za preživetje Slovencev, je že kar nekaj desetletij aktivna, in to konferenco, ki imamo na inštitutu Jožef Štefan, ta je tudi že 29. leto zapored. Gospod Staroveški, popisa prebivalstva pa ni bilo od leta 2002, če se ne motim. Mi nimamo jasne slike niti tega, kako se Slovenci opredeljujejo, ne. Slišati je iz kuloarjev, da politiko pravzaprav skrbijo rezultati in da zato ni bilo tega popisa. To je tudi ena od ugotovitev tega posveta, ker smo o tej zadevi razpravljali in je bila podana tudi zahteva, ki je v naših zaključkih, da je potrebno pristopiti k popisu prebivalcev na osnovi tega. To so naredile že nekatere sosednje države, zato da se lahko pravzaprav potem tudi sledi in se na podlagi tega sprejemajo ukrepi v prihodnosti, kar se tiče demografije, ker še vedno to je eden od ključnih problemov. Vendar je pa vprašanje zaščite osebnih podatkov, ki je danes v Evropi ena od nekih osnovnih zadev, ki preprečuje takšne zadeve, da bi lahko enostavno sprejeli sklep in to izvedli. Ampak upam, da bo vseeno dovolj razuma, da se bo k temu pristopilo. Kako šokirani pa bi bili nad rezultati? Mislim, da rezultate treba komentirati po popisu in na podlagi tega potem se dogovoriti tudi za ukrepe. Ampak neke projekcije pa ste na posvetu vendarle prediskutirali, ne? Smo diskutirali, ampak ta pa ni toliko znanstvena zadeva, ampak smo jo v bistvu bolj ko ne ocenjevali, ne. Zdaj ne vem, če je dr. Gams lahko še kaj bolj podpre ta del, ne.
Ampak smo pa govorili o tem, da je taka zadeva dokaj neprijetna, ne, ki jo je treba pač potisniti skozi. Konkretno. Do kakšnih številk ste prišli pri vaših ocenah? Bi to prepustil bolj dr. Gamsu, kajti on je teh 28 let že prisoten. Boste potem politično komentirali, gospod Gams, povete. Ja, te tabele pa projekcije so kar noter v tem zborniku, tisti, ki niso brali, ki se da dobiti, in je včasih eno tabelo lažje pokazati, kot pa dejansko razložiti. In je zelo pomembna je pa interpretacija teh številk, ker te številke vas hitro zavedejo, ne. In kakorkoli že, domorodno prebivalstvo eksponentno upada, vendar se toliko in toliko novih migrantov nekako le asimilira, določen del se ne, določen del se pa asimilira, in tisti del, ki se asimilira, pravzaprav to je normalen proces, zoper katerega nima nihče nič posebnega, ne. Problem je takrat, kadar je ta naval nenormalno velik, kar se dogaja zadnja desetletja, rodnost nenormalno majhna, ne, in je potem skupen efekt tega je, da pridemo do tistega negativnega demografskega cikla, primanjkuje vam ljudi in zaradi tega morate čedalje več migrantov noter pripeljati, ampak to se kar multiplicira samo od sebe, če tega negativnega pojava ne zapazite, ne projicirate v elite in v medije, potem se to kar poslabšuje. Ampak dajte povedati konkretno, kakšne so cene, koliko nas je Slovencev? Slovencev, tisti, ki bi se proglasili za Slovence, tudi to noter je en članek, je ena analiza narejena, ne, nas je med milijon pa nekaj 100 000. To je odstotek potem kakšen? Manj kot 60? Od 2 milijona, ja. Ampak leta 2100 po teh projekcijah bo domorodnega prebivalstva, ne, in pa tudi Slovencev bo tam okrog 30-35% leta 2100. Želja je, ne, da ta vlada naredi popis prebivalstva, da bi bila prva, ki bi se tega upala lotiti. Nekaj je bilo govora o tem že v času tretje Janševe vlade, desno-sredinske, leve se tega otepajo. Ta zdajšnja bo očitno imela čas, možnost, da to izvede. Kaj vi menite, bo do tega prišlo? Koliko napora bo potrebno še vložiti, da se to sprovede v državnem zboru? Mislim, da sklep tega posveta je in je predlagal to, da vlada pristopi k temu. Jaz mislim, da bo vsekakor morala k temu pristopiti, kajti brez teh podatkov bo bi rekel, tudi neodgovorno do prihodnosti. Kajti brez tega podatka ni možno potem bolj natančno opredeliti ukrepe za dvig rodnosti v Sloveniji. Zdaj, gospod Gans je govoril o migracijah, ne? To je pravzaprav trend celotnega zahodnega sveta, ne samo Slovenije, ne? Če pogledamo Nemčijo, Francijo, Španijo, ne nazadnje Združeno kraljestvo, tam je ta dotok migrantov še toliko bolj opazen kot v Sloveniji, ne? Pri nas se zdi, kot da te masovne migracije, vsaj iz podsaharske Afrike, morda iz držav Azije, ne vplivajo na Slovenijo, zato ker mi nismo končna destinacija. Večinoma migranti, ki so se pri nas ustalili v preteklosti, pri nas ustvarjali družine, pripomogli k slovenski rodnosti, še vedno dominirajo ljudje z področja nekdanje Jugoslavije. No, vsekakor migracije so ekonomska kategorija bila na prvem mestu. Torej pomanjkanje delovne sile v celotni Evropi, vključno z Slovenijo. Slovenija mogoče še bolj posebna glede na to, da je del bivše Jugoslavije, kjer je večina, bi rekel, iz juga pač našla ekonomsko rešitev v Sloveniji in kar veliko njih se je integriralo in lahko danes govorimo, da so tudi Slovenci. Tako da migracija pa na dolgi rok ima dve kategorije pomembne. Ena je, da nikakor nima dolgoročnega vpliva na povečanje rodnosti, če govorimo o ekonomski migraciji, predvsem moške delovne sile. In ta del je pač ena kategorija. Druga pa, če se gre izračunati, kaj pravzaprav migracija pomeni ali pa rodnost povečati v Sloveniji.
Ugotovljeno je in znanstveno, da je to veliko dražja oblika, kot je pa povečati rodnost. Zakaj? V sami migraciji je en del sociale, ampak ni dolgoročne rešitve. To pomeni ekonomsko na kratek rok, ne zagotavlja pa dolgoročne rešitve. Mi vsekakor rabimo povečati rodnost, če hočemo, da bomo imeli v prihodnosti dovolj lastne delovne sile, ki bo potem zagotavljala tudi, bi rekel, pokojnine za starejše. Drugače se ta ekonomski sistem v kratkem lahko tudi sesuje. Gospod Gams, ostala mi je v mislih ena vaša izjava, preden smo šli snemati v studio, ko smo prej sedeli na kavi. Rekli ste, da do neke mere migracije pozitivno vplivajo na narod, češ, da ga genetsko plemenitijo, sem vas prav razumel. Ja. Lahko to razložite? Poglejte, skupnosti, ki so živele zaprte, recimo na nekem otoku ali pa z kakršnega koli razloga, so se dolgoročno gledano genetsko slabše obnesle tisti, ki so imeli določen promet. Ampak te odstotki so tudi približno znani, čeprav sam nisem genetik, samo iz daljave sledim, in ta odstotek je v Sloveniji nekajkrat presežen. In potem, ko pride do to vrstnega presežka, ste že praktično na tem, kot bi bili v vojni poraženi. Ker ko pridejo zmagovalci v vojni, potem pač zasedejo ključna mesta in tako naprej, in pač širijo svoje gene. In v Sloveniji smo zdaj pač v tej situaciji, da imamo tako velik prihod drugih ljudi, da je to, če gledate te analize, to je bolj podobno, kot bi izgubljali v vojni, kot pa normalni zdravi lastni reprodukciji in pa lastni menjavi. Ampak ko govorijo o tej genetski oplemenitvi, koga ste imeli v mislih? Ljudi iz področja bivše Jugoslavije, kaj pa od drugot, iz Azije, iz podsaharske Afrike, iz arabskega sveta? Tega nisem podrobno študiral, ker če gledate skozi genetiko, se genetika v bistvu vnaša tako kot nek trg, ki samo od sebe se čisti in izboljšuje. In tisti ljudje, ki so bolj uspešni, tisti ljudje z geni, ki so bolj uspešni, širijo tiste gene naprej. Zdaj, pri ljudeh je ta problem, da se lahko tukaj notri vtakne reklama, ideologija, politika, teologija in tako naprej in vpliva na to dogajanje. In trenutno imamo v Evropi opravka z antinatalno reklamo, se pravi, dajte imeti manj otrok, to je posredno se preko vseh teh medijih filtrira, preko LLM-ja na ta način. Zdaj, en pogled zanimiv, ki ste to temo ravno odprli, je ta, da tisti neumni, ki se bodo opustili v prat možgane, bodo pač izumrli. To je en izmed možnih pogledov na dogajanje. Moram pa reči, da mi ni pretirano všeč. Ja. Zdaj govorimo o slovenskih težavah, ampak smo že prej malo to odprli. To ni slovenska težava, ampak je težava zahodnega sveta, pa ne samo zahodnega. Prej ste omenjali Japonsko, omenjali ste Južno Korejo, na zadnje omenjali ste Kitajsko, tam se zdaj prvič zelo pozna politika enega otroka, tam so tudi projekcije, da bi do leta 2100 lahko prebivalstvo iz 1,4 milijarde padlo na samo 900 milijonov. Skratka, to ni samo slovenska težava, gospod Staroveški. Vsekakor, da je to, bi rekel, svetovna, čeprav v svetu imamo še Afriko, ki je pa popolnoma v drugi situaciji. En del Azije je v drugi situaciji, to pomeni ta indijski del. Tako da, resno se bo treba s tem ukvarjati, kajti bi rekel, da pada potem število prebivalcev, če ne bi upoštevali to, kar se dogaja pa v Afriki, ker prihaja do relativno eksponentne rasti prebivalcev. Vse bo na koncu spet na ekonomiji. To je potrebno jemati dejansko kompleksno, kajti brez tega, čeprav umetna inteligenca pa roboti pa tako naprej bojo ponujali določene rešitve, ampak še vedno bojo pa ljudje tisti, ki bodo morali pravzaprav bi rekel, gonilna sila razvoja. Po podatkih Ministrstva za gospodarstvo, tudi organizacije Workforce, ki uvaja tuje delavce v Slovenijo, pod vodstvom Boštjana Trilarja trenutno, je pokazala projekcije, da v bistvu ta hip že petina vseh
zaposlenih v Sloveniji oziroma delovne sile predstavljajo tujci. Ne. To se je povečalo za 10 odstotnih točk v 10 do 15 letih, gospod Gams. Ja, te številke so grozljive. Ne? Zdaj, če gledate te trende, dogajanje, če gledate recimo rezultate slovenščine, ki je padla za 10 odstotkov, pa nihče ne začne biti plat zona. Ti podatki so tako šokantni, da bi morali začeti biti plat zona. Zdaj se vprašate, zakaj se to ne zgodi. Jaz tega osebno ne razumem, ne? Ker če vidite, da gre ladja Titanic, da gre proti Ledeni gori, je pač treba reagirati. Mi gremo proti Ledeni gori, kaj se dogaja, določeni mediji, kot je vaš, hvala za rekel to, da ste nas sploh uspeli, da ste nas prijeli, da se pogovarjamo, ampak če pogledate pa celoten medijski prostor, pa vidite, da ste bolj lastovke, kot pa rekel običajni način dela. Se pravi, ta način, da se te informacije, šokantne informacije nekako skuša na vsak način pomesti pod preprogo, je meni osebno nerazumljiv. Ja, no, ampak sej, ko govorimo o tej delovni sili, ne, šlo je pravzaprav za organiziran poskus zapolnitve delovnih mest, za katere med domačo populacijo ni zanimanja. Recimo meni je padlo v oko situacija z avtoprevozniki oziroma lahko rečemo vozniki v javnem potniškem prometu, kjer so v preteklosti ta posel večinoma upravljali ljudje z področja nekdanje Jugoslavije, zdaj pa niti njih več to ne zanima. Vemo, kako velike težave so imeli recimo pri ponudniku teh javnih prevozov Arriva. Workforce je uvozil več 100 Filipincev, jih tukaj namestil, ne, jih poskuša integrirati v družbo. Zdaj so to ljudje iz Filipinov, iz Azije zlasti, ki vozijo avtobuse po Sloveniji. Ne. Se pravi, kako pa drugače rešiti problem, kjer Slovencev službe takšne, kot je pač sodelovanje oziroma biti zaposlen v javnem potniškem prometu, da pač Slovencev to ne zanima. Ne? To so zelo hitre in kratkoročne rešitve, ne? Ki pa ne rešujejo kompleksne problematike. Vendar vsaka taka rešitev zelo hitro se ne na koncu zdaj o Merklovi njenih izjavah, pridite sem, azili, pa ni problem, ne, se danes veliko govori. Govori se pravzaprav o tisti njeni izjavi iz leta 2015, ne, wir schaffen das, ne, zmogli bomo. Ne. Tako je. Nismo zmogli. Ampak pridite, azil ni problem. To je ekonomsko-gospodarsko vprašanje bilo. Vendar potem prije pa nov dan, ne? So pa posledice. Kajti, če bomo nadaljevali v migracijah v tem tempu, kot je sedaj, moramo tudi oceniti, kakšne bodo posledice. Ali so te posledice obvladljive? Kaj se bo dogajalo? Ne na koncu je to podobno kot neke vrste vojna v prihodnosti, a ne? Na to se ni mislilo, ampak se je enostavno reševalo to, da imamo pač šoferje za avtobuse. Ne? Vendar je treba vedeti, da to, ko se šteje skupaj, je to, bi rekel, zelo velika snežna kepa, ki pa ima sociološke, socialne, psihološke posledice. Ampak rešitev je pa druga, dvig rodnosti, potem bomo lahko tudi mi sami skrbeli za svoj, bomo rekel, narod, svojo državo. Ja, to so lahko rešitve na dolgi rok, ampak kaj pa akutne težave? Ne? Se pravi, politika je dolžna poskrbeti, da zadeve po domače povedano funkcionirajo. Ne? In če ni voznikov avtobusov, jih je od nekod potrebno pripeljati. Ne? Stari ljudje javni potniški promet uporabljajo, navajeni so. Kaj je potem rešitev, da se izognemo tej snežni kepi, da preprosto ukinemo javni potniški promet? Ne vem. Kratkoročna rešitev je pač ena, ampak politika je dolžna pri kratkoročnih rešitvah sigurno ravno upoštevati tudi, kaj bo jutri. Ne more enostavno rešiti samo trenutno situacijo, ampak mora biti, bi rekel, državotvorna, mora razmišljati za naprej. Mislim, da je to, kar sem omenil, pač Merklovo, a ne, danes to eno od teh točk, na katerih se pravzaprav Evropa že lomi in že ima probleme. Torej, teh rešitev ni predvidela,
In mislim, da je potrebno o tem razmišljati danes in upam, da naša vlada pri kratkoročnih rešitvah vseeno mora upoštevati dolgoročne poglede in mislim, da je demografija danes že pomembna tema tudi pri tej vladi. Včasih ni bila, danes je pa to aktualna tema in mislim, da se tega zelo zavedajo in da so k temu pristopili. Drugo je pa vprašanje določenih medijev, ki pa dobesedno ignorirajo to temo. Gospod Gams, ne, saj to ni nova zgodba. Ne? Kadar se oglasi kakšen preveč nacionalističen Slovenec in pravi Bosanci, preveč vas je, ne? Je hitro argument, kdo vam je gradil ceste, kdo vam je gradil mostove. Ne? Skratka, pogovarjamo se o vseh teh poklicih, ki Slovence ne zanimajo in potem je potrebno imeti to tujo delovno silo, da sploh funkcioniramo. Ne? Kaj pa tukaj narediti? To je točno tisti cikl, o katerem smo govorili prej. Če je otrok premalo, se prvo leto nič ne pozna. Še so bogatejši ste, ker ni stroškov za otroke. Ne? Ampak potem, ko bi jim pa morali biti delavci, ko otroci zrastejo, takrat je primanjkljaj. Ugotovite, je premalo delavcev. Jih uvozite v druge, ti so dražji, kot čisto ekonomsko se da pokazati, da so precej dražji kot domači delavci iz otrok. In potem tudi ne pridajo 20 let stari, ne pridajo recimo 40 let stari, grejo kmalu v penzijo in so upravičeni do penzije. Ne? Kratka, efekti tega cikla so ekonomsko in demografsko izredno slabi. V uvodniku piševa s kolegom gospodom Staroveškim, da Evropa dela demografski in ekonomski samomor. To sicer ni najna ideja, ne, malce pesniško je napisano, ampak te projekcije kažejo to. Prvi je o tem pisal pravzaprav Douglas Murray v knjigi The Strange Death of Europe, to je tale knjiga tukaj, ne, in je na vse te stvari že opozarjal. In tisto, kar je pisal pred 10 leti, vidimo, da se danes uresničuje, je popolnoma skladno z našimi projekcijami. Evropa cela, Slovenija, zahodna civilizacija dela na ta način evropski in demografski samomor. Evropa ima najnižjo gospodarsko rast izmed vseh celin. Kaj mislite, zakaj? Povejte. Zaradi demografskih razlogov. Zaradi tega, ker uvaža tuje delavce in ljudje kot gospa Merklova so menili, ja, sistem bomo pa prihranili, ko bodo delavci prišli sem, ne, in ne bo stroškov za šolstvo, za otroke, ne, bomo s tem kot gospodarstvo rastli. Ja, kako rastemo, če imamo najslabšo rast, gospodarsko rast izmed vseh celin? Popolnoma napačno so razmišljali, čisto ekonomsko, čisto demografsko, po vseh teh kriterijih, popolnoma nestrokovno in je res šokantno, kako del teh evropskih elit, ki mislimo, da so res super pametni, ne, samo pogledajte, ko je bila ta finančna kriza, kako so nekateri ameriški ekonomisti govorili, da se ne splača preveč zategniti pasu. Ampak ne, Slovenija in pa Nemčija in pa Evropa si je preveč zatekla na pas, imela bistveno večji parec kot Amerika, ki pa ta problem pravzaprav povzročila. Zakaj? Zato, ker so te evropske elite nestrokovne. Ne znam drugega izraza najti. Zdaj se pogovarjamo o tem, ne, da je premalo rodnosti, ne, da potrebujemo več otrok, pogovarjamo se o tem, da zato, ker nas je premalo, so prazna delovna mesta, ki jih potem zapolnijo migranti, ampak zdaj pa se moramo pogovoriti, zakaj je tako. Ne? Je to, smo žrtve lastnega napredka, lastnega razvoja, konec koncev. Eden izmed razlogov, zakaj Slovenci pač ne želijo delati v takšnih poklicih je, ker pač skoraj vsak drugi danes dokonča neko fakulteto, ima neke višje ambicije, ne, da bi počel kaj drugega, ker je fizično delo danes nekako tretirano kot manj vredno, ne, tudi absolutno podplačeno v primerjavi s kakšnimi drugimi intelektualnimi deli, torej smo tudi žrtev lastnega napredka, razvoja, se pravi večjega izobraženega kadra. Če mene vprašamo, smo žrtvi lastne nesposobnosti strokovno analizirati probleme. Če bi strokovno naredili analizo, kaj se nas plača, ali je dražji domači ali pa tuji migrantski delavec, bi ugotovili, da je odgovor popolnoma nesporen. Ne? Ampak vendar, ko se pogovarjaš tudi z slovenskimi strokovnjaki, vam razlagajo, da je to se kratkoročno splača. In potem jim tudi državnem svetu v prejšnjem mandatu smo imeli več debat. In ta razlika je tako očitna, da ne rabite poglobljene analize.
to, da z rodnostjo 1,5 izumrete, spet ne rabite nobenih zapletenih modelov, to lahko z roko na svinčnikom zračunate. Tako so te stvari jasne, vendar je glavni problem, da se danes gleda v teh analizah zelo specifično. Pogledajte samo neko komponento v nekem zelo omejenem časovnem obdobju, dobite napačen rezultat glede na dejanski učinek. Nestrokovnost. Ampak dobro, ena izmed rešitev, recimo, da ne bi uvažali tujih delavcev na ta izpraznjena delovna mesta, je kaj? Da bi bolje plačali, da bi to delo delali Slovenci. Je to ena izmed rešitev? Če gledate, ta prava rešitev je samo večja rodnost. Ne? Se pravi, če rodnost ni dovolj velika, ne morete preživeti brez tujih imigrantov. Takrat ni rešitve. Ampak potem se to stopnjuje. A veste, da če imate urejeno razmerje, jih niti ne rabite, pa nekaj malega jih prihaja noter pa ven. Ne? Ko se pa začne ta rodnost tako zmanjševati, rabite čedalje več migrantov in je rekel tako, čedalje bolj je ladja neenakomerno obremenjena. Ne? Čedalje en del se dviguje, en del pa tone in to ne more normalno funkcionirati. Ampak če danes začnemo s to vzorno demografsko politiko, družinsko politiko, recimo, da nam uspe, da se začnejo rojevati novi otroci. Ne? Še vedno bomo imeli ta razmak do njihove odrasle dobe. V tem umestnem času bomo pa kaj storili v Evropski uniji sprejet akt o imigracijah, ki vladam ponuja možnost deportacije ilegalnih migrantov. Ne? Seveda to vsaka vlada sama po sebi se odloči, ali bo to dejansko implementirala. Ne, vprašanje je, kaj potem v tem umestnem obdobju. Če danes ustavimo migracije, pa se idealno danes začne večati rodnost, še vedno smo 20 let na suhem, vsaj. Migracije je treba nadzorovati in kontrolirati. Mi smo imeli migracije zdaj brez kontrole. Torej, to ni bila neka politika, ampak je bila praktično brez kakršnekoli politike. Vsekakor pa, recimo, veliko pojmov se je pri nam pojavilo, ne. Recimo, za večjo rodnost je bila ena od diskusij, ne, enakopravnost spolov ali enakost spolov, ne, kjer se enakost spolov kar enostavno v bistvu meša s tem, namesto da bi govorili enakopravnosti spolov, ne, kajti to je, bi rekel, nekje protinatalna politika, nekje vzadej, da se mešajo spoli. Ne? To pomeni ne več oče, mati, ampak je enakost spolov. Ne? Torej, mi govorimo o enakopravnosti. To je bila zelo pomembna tema. Tudi narodno zavednost, dvigovanje narodne zavednosti in drugo ponovno vračanje v neke tradicionalne družinske vrednote. Mi smo v družbi prišli do razvrednotenja nekih vrednot družinskih. In kjerkoli se pojavljajo, bi rekel, vrednote tradicionalne družine, so tudi rodnostni faktorji drugačni. To je tudi narodna zavednost. V tej zborniku je govor, bi rekel, državniški govor imel naš predsednik državnega sveta Kovšca prejšnji. In mislim, da ga je vredno prebrati. Kajti narodna zavednost je ena od osnov, da se vrnemo vseeno v tradicije stare družine. Kajti moderni svet nam je pač prinesel razvrednotenja tega dela. In brez korakov nazaj v ta del tudi ni možnosti dvignati rodnosti. To je sicer moje mišljenje, ki je rekel, na osnovi tega posveta. Tle sem se nekje razsvetlil tole področje. Ne? Nekaj je torej liberalizem, nekaj je feminizem, vse to ima posledice potem za družbo. Napredek, o tem smo tudi že govorili. Kaj še, gospod Gams, sprememba načina življenja? Verjetno tudi, ne? Ja, tudi to piše v zborniku, te analize so znane. Je pa treba se zavedati, da je zdaj kar neka hipnoza, neka antinatalnost, ki, bi rekel, prevladuje v našem zahodnem svetu.
in seže celo recimo do Kitajske. Če pogledate Kitajsko, tam imajo zdaj mitinge, da bi imeli ženske več otrok. Pa kljub temu se rodnost ne dvigne in kljub temu praktično nobena država, ki je padla z rodnostjo po 2,1, se ni dvignila več navzgor, čeprav so vložili ogromna sredstva in čeprav so, če pogledate teh 5 področij, so 2-3 recimo področja naenkrat obvladovale. Ampak zgleda, da je ena izmed ključnih komponent točno ta sistem vrednot oziroma sistem medijev, spletnih medijev, ki to forsirajo, ne. Te mediji forsirajo v Sloveniji pa v Evropi antinatalne poglede. Se pravi, če si pustite vplivati, bodo vaše možgane ustavili vrednote, ki so usmerjene proti družini, proti recimo enakost spolov, je že tipičen primer. Enakost spolov je čisti primer antinatalne reklame, ki ima za cilj motivacijo, da zmanjša rodnost. Ker ključna komponenta je, da ženska nima otroka takrat, ko je še mlada, recimo do 30. leta. Torej času največje fertilnosti. Ja, in recimo po 35. letu ali 33. letu začne rodnost hitro padati in pri nas zdaj povprečno ženska rodi tam čez 30. leto. Po 40. letu, če še ni imela prvega otroka, je 90% možnosti, da sploh ne bo imela nobenega, kljub vsem tem ukrepom, projektom in tako naprej. In se pravi, ta antinatalna reklama je bila izredno uspešna v tem, da je ženske prepričala, da ni treba imeti otroka zgodaj. Vse ga utemelje pozneje v 35-40 letih, koga pa biološko ne morete več imeti. In je to en tak tipičen, po domače rečeno, nateg, se pravi, če po domače povem, ampak ljudje to kar nasedajo. Je pa tukaj en cel kup težav, ne, ki so s tem povezane, da se mladi težje osamosvojijo, ne, dlje ostajajo doma, dobijo dobro službo, pridejo do stanovanja. Ne. O tem veliko govori tudi nova desnosredinska vlada, ne, očitno vidijo tukaj problem. A ga vi ne vidite? Strokovno mislim, da to ne drži. Zakaj? Poglejte, bom dal primer Brazilije, ki je imela tak podoben parec, kot mi v Sloveniji, ogromen parec. In en izmed ključnih razlogov, to so ugotavljali tuji, tudi tuji raziskovalci, pa tuji članki, jih bereš, gledaš in primerjaš svoje dognanja z njihovimi. Kaj mislite, da je bil v Braziliji eden izmed pomembnih razlogov? Zapadec rodnosti. Ja, TV serija Seks v mestu, nekaj takega. Sex and the City. Ja, tako, ne. Zakaj, ne? Ženske so prepričali, zakaj bi za šporgetom celo življenje skrbela za otroke, ko ga lahko žuram in če bom že imela par otrok nekoč pozneje, ne, in vpliv ene same TV serije je bil tako velik, uradno v strokovnih objavah to razloženo. In zdaj, če sem malce provokativen, ne, verjetno bi kakšen novinar medijev, ki ste jih prej kritizirali, to tudi vas dejansko vprašal, torej ženske pošiljate nazaj za šporget? Ja, to ste nam pa učitelji takrat leta 2018, pa da smo sovražniki žensk, pa da smo fašisti, pa da smo hitlerjanci, ali pa so name je to v glavnem letelo, ne, vse te, ampak gledajte, to so bile takrat običajne psovke, te cancel culture. Cancel culture je podobno kot woke culture, oziroma kultura zanikanja, oziroma ne, kako se že to slovensko reče, in je bilo takrat zelo moderno, se pravi, tisti, ki se ni strinjal za to ekstremno levo ideologijo, ne, imate ekstremno levo pa ekstremno desno, ne, ki sta obi dve nasilni. In ta ekstremno leva cancel culture, čim bi kdo si upal dvomiti v to, kar oni govorijo, so cancela, ne pomenite skenslajo, in so takrat, seveda, sem bil jaz na njihovem rešetu in sem vse to pokasiral, po domače rečeno. No, ampak kaj je potem vaša rešitev tukaj? Ne? Se pravi, pravite enakost spolov, to ste danes večkrat povedali. Ženske ne se prej odločajo za otroke, ampak ne vseeno ustvarjajo kariero, samo prej nas odločajo za otroke. To dvoje včasih pač preprosto ne gre skupaj. Ne? Treba je kompenzirati za množico ukrepov. Te ukrepe smo delno že objavili v tem zborniku, zdaj pa namerjavam s kolegicami in kolegi pripraviti strokovni program in ga dati pač odločujočim, da bodo vedeli, kako bi bilo treba to početi, glede na ta najnovejša ali pa najbolj kvalitetna strokovna znanja, ki jih imamo. Ne. Zanimivo je to, ko se pogovarjate o demografskih zadevah. Poglejte, tukaj nekaj knjigic, nekaj smo jih skupaj napisali, nekaj sem jih sam, nekaj so drugi ljudje, so svetovne uspešnice, pa smo jih prebrali, pogledali. Ne. In po drugi strani imate pa ljudi, ki v življenju niso pogledali enega demografskega članka, pa govorijo, naprimer, da je ključno, da so stanovanja. Ne. Če vprašate po anketah, ljudje, mladi zelo radi rečejo, ja, podaljšana bolniška,
porodniška to pomaga, ali pa recimo stanovanja, to je ključno, ne, med v anketah to navedejo, potem pa greste strokovno analizati, vidite, da je to relevantno, praktično irelevantno. Kaj je potem tista rešitev po vaše? Rešitev je integralna cela vrsta teh ukrepov, ampak če hočete enega radikalnega, ne, v javnem sektorju je precej ljudi zaposlenih. Ja. In če se ženska odloči, recimo, da bo imela otroke, se s tem zaveda, da bo njena kariera zaostala. Za tisto žensko, ki je otrok preko materinstva zadržala in ima čas, ima več časa, več energije, pač tisto svoj poklic delati. Ne? In zaradi tega je treba enostavno kompenzirati, in če ima ženska otroke, ima toliko več, recimo, točk pri napredovanju. Recimo 10% za enega otroka, 20% za 2 otroka. To je ena izmed teh radikalnih idej, za katere ne vemo, če bodo sploh šle skozi te sisteme odločevanja, ampak ko vse te ukrepe poštejete, je to skladno s tem, po mojem mnenju, z znanstvenim pristopom, ki bi znal prinesti dobre rezultate. Ampak Madžarska, ne, primer Viktorja Orbana, njegove družinske politike, ni prinesla rezultatov. No, čisto tako ni, ne. Prinesla določene rezultate, vendar zopet tle je dokaj dobro narejena analiza vseh ukrepov, niso bili vsi izvedeni, vendar je vsekakor nakazana, da je ta smer prava, vendar je potreba pa še nadgraditi te ukrepe. Ni pa edini ukrep, recimo finančen, ki bo pa vse skupaj rešil. Torej, kar kompleksen. Tam so bili vprašani davkov, sociala, marsikaj je bilo ugodeno, pač na prvi pogled iz Slovenije se je zdelo pravlično, da bi se mlad človek, ki ustvarja družino, tja preselil, ne? Ampak očitno to mladih ni motiviralo. Zakaj? No, tudi, ker tako na Madžarsko se ne boš hiter preselil, zato, ker ampak recimo, če gledamo s stališča Madžarov, ne? Ja. Jaz mislim, da je zopet navedeno noter, da je marsikaj treba spremeniti tudi v vzgoji, v izobraževanju. Mi v tem delu nimamo nekih velikih spodbud za narodno pripadnost in tako naprej. To pomeni, tukaj smo v deficitu in brez tega ne bo šlo. Druga zadeva je, vloga moških se mora tudi v družini spremeniti. Moški morajo ali moramo prevzeti tudi večji del odgovornosti in nalog v družini. Za to spremembo, bi rekel, celotne družbe, ne, to pomeni, da je večje breme, mora prevzeti moški, da razbremeni žensko. Gledate z ekonomskega vidika? Prosim? Gledate z ekonomskega vidika? Tudi z delovnega, večjo prisotnost in ne na koncu otroci rabijo očeta. Ja. Mi smo ga v, bi rekel, zadnjih letih praktično izvzeli iz družine ven in je pomanjkanje očetovstva v družini zelo prisotna in ima velike posledice psihološke danes. Ker si je marsikatera desna vlada, desna stranka, desni politik nekako vzemal za vzor Viktorja Orbana. Zato sprašujem, 16 let je bil na oblasti, ne imel je dovolj časa, da mlade učijo drugače, kot vi pravite, vzgoja. Ampak pravim, rezultati so zanemarljivi v primerjavi s tem, koliko časa je bil na oblasti in kakšno politiko je izvajal. Dejansko so naredili res veliko, da bi spodbudili s to novo družinsko politiko rodnost, ampak ni uspelo tako, kot so si želeli. Zakaj ne? Sam to je zelo kratek čas, gledamo zdaj. Te dolgoročne ukrepi ne pridejo jutri. To pomeni, da bomo v naslednjih letih, 5 videli vse te ukrepe, kakšne rezultati bodo iz tega. Nikakor ne bi tudi potem po svetu rekel, da je to vzorec slabih rešitev, ampak je vzorec reševanja problema, vendar ni pa bil absolutno, bi rekel, uspešen, ker določene segmenti niso bili, bomo rekel, doseženi. Pa zopet mislim, da dr. Gams veliko o tem ve, kaj ti je fejst naštudiral to zadevo. Izvolite. Če lahko malce komentiram.
dve komponenti sta. Prvič, ni tako bilo uspešno, kot bi človek pričakoval, ampak tudi rekli smo, Kitajska ima zdaj partijske mitinge, dajte imeti več otrok, pa jim ne pomaga. Se pravi, nekaj malega jim pomaga, ampak praktično v teh velemestih imajo rodnost ena, tako kot, ne vem, Italija recimo, ne. Se pravi, drugič je pa to, da je v resnici so rezultati boljši, kot se v medijih prikazujejo, ne, in potem človek bere samo tisto, kar pride po spletu in verjamemo tistemu, ne, da bi šli gledati, kaj pa je v resnici ozadje, poglobljeno, ne. In Orban je uvedel vse te desne poglede, družino, veliko denarja, rekli smo že, da denar ne pomaga kaj dosti, je pa saj fair play, zato ker če ti veliko časa in pa energije vložiš za otroka, ki bo potem plačeval pokojnine, ne, vsem, tudi tistim brez otroka, je fair, da se saj del tega denarja povrne, ne. Ampak, če pogledate po drugi strani, kakšen je bil pa dejanski rezultat, morate upoštevati, da je Slovenija ogromna migracija in da se pri nas naša rodnost šteje čez celotno populacijo. Se pravi, če pogledamo domorodno prebivalstvo, je ta rodnost bistveno nižja kot 1,5, to je prva stvar, ne. Pri njih pa migrantov nimajo in zaradi tega je to ta številka na domorodno prebivalstvo. Se pravi, če pogledate to razmerje, ne, vidite, da so rezultati boljši. Se tudi, ko govori o Sloveniji, večina projekcij govori, saj imate 2 milijona ljudi, kje imate demografski problem, pozabljajo pa o tem, da je delež otrok, zlasti domorodnega prebivalstva, je pa zelo, zelo nizek. Ja, pa še en problem je, ne samo to, morda je to res, ne, kar ste rekli, da so, kar se tiče rodnosti domorodnega prebivalstva, boljši, kot to mainstream mediji predstavljajo. Ampak mladi pa vseeno potem odidejo iz države. Ne? Izseljevanje je bil pa tudi velik problem na Madžarskem v resnici v zadnjih letih. Ja, recimo, če pogledate Bosance, ne, Bosno in Hercegovino, to je en izmed 10 največjih demografskih problemov na svetu. Ne. Zdaj, ste opazili, da bi kaj tem prav veliko v naših medijih pa spletu pisalo, morda nekaj malega. Ne. O Bosni? Ja, recimo. Ne. In to splošno ljudje mislijo, da bojo še vedno tam prihajali delavci za nas, no, ampak ste že sami menili, da nekako se ta balkanski bazen začel prazniti, ne, ni več toliko novih otrok oziroma delavcev. In te stvari, ki se objavljajo v medijih, imaš človek občutek, da je v dobršnem delu teh medijih v zadnji še neka reklama, ideologija, da niso strokovno podprti. Poglejte, na našem posvetu smo imeli enega najboljših svetovnih, ne samo evropskih demografov, to je profesor Sobotka, in je imel tisti glavni nosilni govor, ne. In kljub temu pa so nas prej, pa zdaj nam tudi učitev, da nismo strokovni. Ja, ne, problem ni v tem, da stroka tle ni kvalitetna, čeprav ima tudi malce deljena mnenja. Problem je v tem, da je toliko ideologije, politike od zadaj, da se je težko znajti. Težko je enemu človeku, ki ne gre teh stvari preštudirati, ugotoviti, kaj se v resnici dogaja. Ja. Gospod Staroveški, videli smo, ne, da imajo te države zahodnega sveta pravzaprav eno skupno lastnost. Prej smo že odprli temo napredek, dostopnost do splava, dostopnost do kontracepcije, drugih zaščitnih sredstev, kondomov. Vse to je nekaj, česar ni v podsaharski Afriki. In marsikdo je prepričan, da je to glavni razlog za to razliko v rodnosti, ne. No, kar se tiče Afrike, se z vami popolnoma strinjam, da te nedostopnosti in tako naprej imajo vpliv. Ne bi pa tega preslikal v zahodni svet. Bolj bi rekel, da je vprašanje antinatalnosti pri nas prisotno. To pomeni, dejansko se poudarjajo nasprotno od tradicionalne družine otroke, da so otroci tudi vrednota, da bomo na koncu družine merili po tem, koliko imajo otrok, ne koliko imajo avtomobilov. Da naj bo to vrednota, to je, bi rekel, tista pot, v katero lahko gremo. Seveda, zato je pa potrebno zagotoviti izredno veliko, bi rekel, pogojev za to.
in se treba prilagoditi. Jaz sem pač sodeloval pri tem družinam prijazno podjetje, kjer smo omogočili bi rekel, odsotnosti ženskam in tudi očetom, mamam in očetom v določenih pogojih, kar se tiče otrok. To je sigurno en korak v pravo smer, ki ga je treba pač nadgraditi. Na drugi strani subvencije oziroma olajšave družinam, ki imajo več otrok. Ne pa, bom rekel, da imaš vrtec. Prej smo imeli za vse otroke vrtec, danes je pač drugi otrok brez, zdaj je predlog zakona, da ni več strošek vrtec. Ampak to je ekonomski del, ampak to je samo en del. Ekonomski je torej pomemben del, ampak ni pa edini. Ni pa edini. Ne? Na drugi strani gre res za spodbujanje klasične družine. Maslove vrednote pa funkcionirajo vedno. Tukaj piramida po Maslu je nikakor ne moremo ignorirati. In je, bi rekel, varnost kot druga kategorija zelo pomembna. In mladim družinam je potrebna ponuditi varnost. So pa to pomembne zadeve, kot je varna služba, bi rekel, zagotovljeno delo. Nikakor pa ne moreš to reševati preko 5, 6, 7, 8 vrst raznih socialnih zadev, ki so potem bolj, bi rekel, donosne, kot je pa delovno razmerje. Torej, narediti velike družine, otroke spet cool med mladimi, ne? Da bo to vrednota, s katero se boš, če sem prav razumel, pohvalil, ne z novim avtom, ne z novim psom. Ne? Ampak leva liberalna politika, levi mediji, ne, ko so v preteklosti recimo mediji prikazovali neko tradicionalno vlogo ženske, jo danes opisujejo kot stereotipno, recimo, če pogledamo 20-30 leta v ZDA, ne, ženska doma v krilu, krila se držijo 3-4 otroci, to je danes stereotipno, to je patriarhat, ne, to se pač tako riše, ne, da je to nazadnjaško, staromodno, ampak v bistvu verjetno je z vidika enakopravnosti spolov lahko to tema debate, ampak očitno pa diametralno nasprotno dosegamo pa prirodnosti s tem. Ne? V zadnjih par let, s tem se ukvarjam desetletja z demografijo, zadnjih par let je v meni dozorelo spoznanje, da je ta antinatalna reklama, ki se dogaja v medijih, pravzaprav podprta strani evropskih teh intelektualcev elita, ki so pa presenetljivo nizko kvalitetni. Poglejte, če vprašate te velike jezikovne modele, large language models, ki so pravzaprav eden najbolj kvalitetnih virov znanja, in ko delajo v Sloveniji, pa Evropi, imajo te evropske filtre. In potem, če študirate to, recimo, stališče umetne inteligence in demografije hkrati, kot je pri meni običaj, ugotovite, recimo, postavite vprašanje, kdo se pa največ ukvarja z vprašanjem izumiranja Slovencev, in najdejo ene Slovence, recimo, ki so, recimo, profesor Malačiča, kaj je, pa še druge, ampak nikjer pa ne omeni, recimo, dveh z gospodom Staroveškim, in potem vprašate, čakajte, zakaj pa mene niste omenili, ker sem to pravzaprav temo odprl v Sloveniji pred desetletji, gospod Staroveški se je naknadno lepo vključil in sva super, ampak prvi sem pa to temo, se pravičujem kar sama, zakaj pa Gamsa niste omenili, in potem Grok reče, ja, Gamsa pa nisem omenil, zato ker je preostar in govori o izumiranju, namesto da bi to lepo zapletel, in zakaj si pa tako naredil? To so pa ti evropski filtri, ki od nas zahtevajo, da smo tako politično korektni, in reče, verjamem, da so drugi LLM-ji tako naredili, ampak jaz sem pa toliko pošten, da ti povem, da sem to naredil zaradi teh evropskih filtrov. Potem pa vprašam kitajski LLM, kako bi pa on na kitajskem odgovoril, Pa rekel, ja, v Sloveniji sem podobno odgovoril, da je to tema izumiranja, pa recimo naša strokovna struja to nekako pometejo pod progo, skrijajo, res sem to skril, ampak na kitajskem bi pa seveda govoril čisto drugače, bi rekel, da je za kitajsko normalno idealna družina s 3 otroki,
In potem, bi rekel, seveda pa se treba zavedati, da pri nas, recimo, ko je bilo prej govora o LGBT-ju, pri njih homoseksualne družine ne obstaja pravno, formalno, vsebinsko ali kakorkoli. Ampak vidite to, kaj nam ta orodja umetne inteligence omogočajo. Tako, da znamo analizirati, kakšni so te evropski filtri, ki so sicer skriti. LLM izlepa nočejo povedati, kateri so, in vidite na tem pa ostalih primerih, da imajo to antinatalno reklamo, imajo vsaj posredno notri vloženo v te same filtre. Gospod Gams, obstaja kakšen narod, ki se je soočil s podobno usodo kot slovenski, s padanjem rodnosti, da so padli pod to idealno številko 2,1, pa da se je zadeva uredila? Ne, nobena država... Tudi Brazilija ni uredila tega? Ne, Brazilija sploh ne, ampak recimo tudi Kitajska, ki je pa najbolj aktivna, zato ker pri njih seveda tisto, kar partija reče, ker pač ni ta prava demokracija, tisto se mora izvršiti in tu ni nobene debate. Pred desetletji smo imeli nek kongres, pa sem vprašal Kitajske, kako to, da zdaj imajo vsa podjetja spletno stran, nekaj pa s tistimi, ki pa tega niso uspela narediti, pa so odgovorili, tega ni. Zapravo, tam ni debate, tisto, kar ti partija naroči, to imaš za narediš, ali pa tebe ni. Kakorkoli to razumite, kakorkoli hočete. Zdaj pri demografiji so pa partijski mitingi, LLM govorijo, da je ideal 3 otroke imeti, skratka, totalen pritisk, tisto moč, ki ima partija, pa še ni uspela tega uporabiti. To je zelo težko razumeti, in tle je treba navesti še Elona Muska, ki je ne samo najbogatejši, ampak je najpametnejših ljudi na svetu. On pravi, da bo ta premehna rodnost uničila celo človeško civilizacijo, ne samo zahodno civilizacijo. Poglejte te knjige, ki so jih tukaj, sem jih nekaj prinesel s sabo, oni govorijo o propadu človeške civilizacije, ne samo evropske. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker človeštvo ima premehno rodnost, ki ima premalo otrok in pade v tisti negativni cikl, ki sem ga že nekajkrat omenil, ki potem sam sebe generira. Torej menite, da ni možnosti, da ko bo dovolj majhen, se bo spet začel večati nazaj? To je ena možnost, in upamo, da se bo tako zgodilo, da bodo ljudje prišli k pameti, da bodo upoštevali demografsko stroko in da bodo ta padec ustavili. To je možno. Možno je pa tudi, težko je napovedati, kaj bo. Možno je pa, da ima Elon Musk prav, ker je imel glede že marsičesa prav, čeprav ni naredil nekih blaznih znanstvenih študij, kot smo jih mi, in bo to dejansko pripeljalo do zloma civilizacije. Prej ste govorili, da voznikov avtobusa ni bilo. To je samo en droben problemček. Nimamo dovolj učiteljev, nimamo dovolj drugega, nimamo dovolj tretjega in moramo uvažati, ne vem, recimo zdravnike, ki ne znajo slovensko. A mislite, da zdravnik, ki ne zna slovensko, da bo isto kvalitetno deloval v našem okolju kot ne? Če pogledamo izraelskega kirurga, ki je operiral v Sloveniji, je precej pripomogel k zdravju. So seveda tudi proti primerom. Po splošnem gledano, je to znak, da v Sloveniji, v Evropi in pa v zahodni civilizaciji škripa. Izjema trenutno je samo Amerika, zato ker je predsednik Trump, pa naj si mislimo o njemu karkoli, je praktično ustavil to migracijo nezakonito in je samo še nekaj odstotkov, če je bila pod Bidenom 100%, je pod Trumpom samo še nekaj odstotkov. Se pravi, zelo hitro se nekatere stvari da popraviti. Ampak imajo pa hkrati legalno migracijo in pripeljejo vse najboljše kadre z celega sveta. To je pa tisto, kar je gospod Staroveški. Migracija je dobra, če jo pametno upravljaš. Če pa upravljaš slabo, kot se dogaja v Sloveniji in pa v Evropi se dogaja pa slabo. Če se spomnite časov, ko so šli čez mejo vsi brez enega samega dokumenta. Je bilo to pametno upravljanje? Danes zdi, da je bilo to pametno upravljanje. Nastala je neka sarkastična opaska, zlasti na račun Angele Merkel, da uvažamo inženirje in zdravnike z podsaharske Afrike. Cinična pripomba, ampak ZDA pa to dejansko počnejo. Iz vseh koncev sveta tja prihajajo resnično izobraženi kadri. Vsaka civilizacija v preteklosti je imela vzpon, vrhunec, padec. Je pač to samo zahodna civilizacija, samo gre po tej poti, po vaše? Jaz bom uporabil zdajle citat Alojze Košce, ki se mi je vlegel v srce. Mi smo maloštevilni narod,
ampak smo velik narod, velika nacija. Glede na to, kaj smo dosegli do sedaj v življenju preko športa, preko gospodarstva. In ta prisotnost skozi smo mali narod. Dejansko mi je všeč smo malo številčni, ampak velika nacija. Se mi zdi pomembno za našo samozavest v prihodnosti. In ko gledamo rešitev za Slovence, za Slovenijo, mi imamo končno državo, ki smo si jo želeli leta in leta. In na njo moramo biti prvo ponosni in se za njo, za samozavestjo tudi boriti. To je naloga nas Slovencev. Kako bodo rešili te zadeve v Nemčiji, Avstriji, je bolj dejansko njihova naloga. Ampak mi imamo ključno zadevo tukaj. In če bomo mi znali rešiti te stvari pri nas, smo naredili tisto, kar se od nas tudi pričakuje. Ampak je pa zelo pomembno tudi na Evropski uniji, ne? Na ravni Evropske unije tukaj ukrepati. Ne? Problem je bil, recimo, ker je v preteklosti bil komisar za demografijo, pa ga zdaj pravzaprav ni. Mi želimo, da ga imamo, novega, in želimo, da ga tudi v Evropi imamo. Na koncu se moramo tega zavedati, ampak v prvem koraku moramo to narediti mi pri nas. Mi smo ga imeli, smo ga ukinali, smo rekli, da ne potrebujemo. To je bil, Mariboru vem, da je bil sedež. Zelo simbolično so potem to priključili Ministrstvo za delo Luke Mesca, stranke Levica in te ljudi prezaposlili na urad za migracije. Res je, tako je, tudi naša kolegica, svetnica je tam. Jasmina Opec-Veroš, ki je delala v tej funkciji. Bilo je pa zelo simbolično, kar je leva vlada naredila. Ne? Tukaj so povedali pravzaprav vse. Dali v migracije. Kakšna je njihova ideologija? Ne? Ja, tako da mislim, da je to že na poti, da se zdaj pravzaprav pripravlja, formira in prenesti to v Evropo je tudi ena od nalog. Vendar prvo, pred lastnim pragom moramo najti tudi rešitve. Rekli ste urad za demografije, ni ga več, ampak zdaj pa imamo Ministrstvo za demografijo. Ne? Tako, ampak ima več stvari zraven, pa še ta ime je zraven. Demografija je pa prvo ime. Tako je in hvala Bogu, da je temu tako. Menite, da je to korak v pravo smer, da se bo tukaj kaj poznalo? Mislim, to je edini korak v pravo smer, samo tako lahko gremo. Na koncu smo že mi tudi te zbornike njim dali, imeli smo že nekaj pogovorov na to temo, to pomeni na predsednikom odbora za demografijo v Državnem zboru, gospodom Gunglom smo že govorili in mislim, da bomo v kratkem še imeli srečanje z ministrico. Ampak jemljemo tale zbornik, je izredno kvaliteten material za nadaljno delo. Ta zbornik nikakor ne moremo jemati kot rešitev, ampak je osnova za iskanje rešitev, kajti še vedno bom poudarjal, zadeva je izredno kompleksna, kajti pokriva celo področje ekonomije, sociologije, psihologije in če se kompleksno ne pristopi k temu delu, ne bomo našli rešitve. Pričakujete tudi vi klic ministrice za demografijo Mateje Ribič? Ja, če ne bo ona klicala mene, kar dvomim, da bo, ampak sigurno se bom sam ali pa z gospodom Staroveškim se bomo najavili in oglasili pri njej, nekoč, ko bo vsa ta tranzicija mimo. In mislim, da je to ena izmed ključnih komponent, ali bomo uspeli skupaj najti poglede, pristope, misli. Načeloma bi morali, samo potem je treba pa še to operativno speljati. Če naredim primerjavo z nogometom, mi gremo v to bitko, ki traja zdaj že desetletja, z namenom, da bomo zmagali, da bomo preprečili izumrtje slovenskega naroda. In tukaj iščemo, sodelavce, podpornike, moramo ustanoviti široko fronto in tudi tisti, ki so do zdaj delali ravno kontra
tistih nočemo nekako kaznovati ali pa nekako negativni luči prikazati, ampak jih vabimo, da se tega zavedajo in da pristopajo z nami v tej zelo zahtevni nalogi. Ta naloga ni preprosta. Če ste malce provokativen, ker ste ravno omenili nogomet, ne, če pogledamo reprezentance na tem svetovnem prvenstvu evropske, menite, da se ne zanašajo te reprezentance ravno na migracije, da so uspešnejše, če pogledamo Francijo, Nemčijo, Veliko Britanijo, Nizozemsko, ne, vse pravzaprav imajo v prvi ekipi igralce, ne, ki so potomci migrantov. Razlog je, mislim, da je zelo preprosta. Ne. Te države imajo velik manko domorodnih otrok, se pravi dogorodnih mladih igralcev nogometa. Medtem, če pa pogledate ali zunanje države nekatere ali pa znotraj populacije, recimo na Nizozemskem, ima se ogromno Maročanov, slavijo, ko Maročani zmagajo, ker jih je toliko veliko že prišlo z migracijo notri. Če bi samo slavili, bi bilo dobro, ne? Problem je tudi, ker razbijajo, ne? Zažigajo. Imajo večjo rodnost in tam je toliko širša populacija mladih, kvalitetnih igralcev in z njim se potem lažje zbere talente. Skratka, to je zame predvsem prikaz, kako premalo je v resnici domorodnih otrok. Kako daleč smo že zabredli, milijon pokazateljev, da bi to morali spregledati, ampak kljub temu na mediji perejo možgane. Glede, jaz se srečujem z mojimi vrstniki, sošolci, prijatelji, kolegi in debatiramo o teh zadevah. In kar nekih, recimo 10, 20, 30% ima popolnoma prane možgane. Točno to govorijo, kar govori antinatalna reklama in ko izkušate prepričati, ne, da strokovno pa ni tako, ne, se celo počajno razjezijo. Zakaj? Ker je reklama vplivala na njihovo podzavest in so prepričani nekaj, kar ni strokovno. In to je ta kognitivni pojav in razumevanje tega, mislim, da je tudi pri meni prišlo šele zadnja leta. Se pravi, ta reklama protinatalna zgleda, da nam tako uspešno nekaterim pere možgane, ne, da so absolutno prepričani, da je to edino pravilno, da nimajo otrok, da je preveč otrok na svetu, preveč ljudi na svetu, kot ste že govorili. Ne. Protinatalna reklama. Kaj je v ozadju protinatalne reklame, tistih, ki jo širijo? Kaj je njihov cilj? No, tu težko najditi neke razumne odgovore. Logike v tem ni. Jaz bom mogoče samo odprl še eno temo, da na koncu se mi danes ne govorimo več o ženskih težavah ženske in moške plodnosti. Mi smo na svetu zabredli, kar se tega tiče. Ne. Zdaj, kakšni so vzroki, kaj je potrebno narediti za to spremembo, so zelo površne informacije, kako pravzaprav v Evropi moška plodnost, kvaliteta izredno hitro pada. Zdaj, a bo to zaradi raznih teh, bom rekel, kemije, kam pravzaprav gre, da ne bo na koncu plodnost ostala še potem samo izven Evrope. Pri ženskah je pa omenjeno, da je pravzaprav premikanje in prestavljanje, bi rekel, pričakovane, da rodijo po 30. letu, kjer pa znano že enkrat ugotovila, da se kasneje ta krivulja tako hitro pada. Ampak medicina vseeno napreduje, ne? Medicina, ampak če vzamemo, da je pri nas 6% rojenih z umetno oploditvijo, pri tem, da je pa že 15% parov neplodnih ali na enega ali na drugega, to je zastrašujoč podatek, to je ogromno. Sam analize ali neke projekcije, kam nas to pelje v naslednjih 10 letih, ne poznam, verjamem pa, da je ta funkcija zopet zelo podobna, kot je funkcija padanja rodnosti. Ja. To je, bi rekel, področje in antinatalna politika se nima interesa tega odpirati. Je zainteresirana to pustiti v stran. In en glavnih problemov je padec nivoja testosterona pri moških. Ne? Pa še bolj pa je padec semenčica. Ne? Semenčice se da dokaj enostavno zmeriti, prešteti.
in ta je padel v nekaj desetletjih, recimo rečemo 50 let, je padel za 50%. Kemija, hrana ali kaj drugega? Ne vemo pa točno zakaj, vemo pa, da je denarja za te raziskave malo. Ne? Se pravi, ne vemo, zakaj čebele izumirajo, ne vemo, zakaj je tako padla rodnost pri moških, število semenčic, to se da zmeriti. Ne? Pri plodnosti za ženske je efekt verjetno podoben, ampak ga je pa težje točno izmeriti. Ne? Pri moškemu je to enostavno meriti, ampak v praksi to pomeni, da stara generacija pri 60 letih ima taki zliv, kot so zdaj ta mladi moški. Ne? Ta mladi moški v bistvu v nekem smislu sploh niso več pravi moški, zato ker je kemija uničila, znanost pa se tega ne more lotiti, ker ne dobi sredstev, ker je pač taka klima v Ameriki in pa v Evropi. Hormonski motilci in marsikaj ne bi na to vplivalo. Ja. Te knjige, če jih pogledate, ne, ki nisem prenesel na to temo, ampak verjetno je eni glavni razlogov hormonski motilci. Ne. Ja. Dajmo še eno, ker ste ravno tukaj, pa ste strokovnjak za umetno inteligenco, pa reči o tem, kako pa nam morda lahko pomaga umetna inteligenca v prihodnje reševati te težave, ne, v kakšno smer bi lahko svečal. Prvič, umetna inteligenca nam zelo pomaga v tem, da nam pove, kaj je res. Te filtre, ki jih uporabljajo LLM-ji, vsi zdaj uporabljamo LLM-je, ne? In ta prvi filter je, da vam nekako malce protinatalno odgovori. Ampak če ga nekaj časa vrtate, potem vsi slej ko prej ne more več tiste resnice skrivati in jo potem povejo. Ne? Se pravi, v nekem smislu vršijo antinatalno reklamo, v nekem smislu pa, če se poglobljeno ukvarjate z njim, vam pa povejo, kaj je v resnici. Se pravi, že tu je lahko en pomemben korak naprej. Se pravi, te mediji, ki so doslej bili tipično antinatalni, so zdaj za nekim dodatkom, da ste res kvaliteten uporabnik LLM-jev, vam povejo, kako to po resnici izgleda. Se pravi, že tu je umetna inteligenca prinesla eno radikalno potencialno izboljšavo, če se ne pustimo na tisti enostavni način pred možganom. Drugače je pa, prej ste govorili o tem, kako civilizacije v neki fazi začnejo propadati in takrat se pojavijo neke, recimo temu, neke nerealne, neumne ideje, ki potem sopadajo s tem propadom, recimo Evrope. V Evropi je polno nestrokovnih, nekvalitetnih, neumnih idej, ki jih ta pravi strokovnjaki, kamor se da štejem tudi sam, mi o tem pišemo, ampak na mediji je težko to spraviti v javnost. Neumne ideje, dajte kakšen primer neumne ideje. Ja. Recimo protinatalnost. Te sta dve glavni teoriji. Ena je to, da je ljudi na svetu preveč in da je treba ustaviti to svetovno rast, kar je bila sicer čist legalna ideja pred 3 desetletji, ko je bila dejansko eksponentna rast, zdaj pa že toliko otrok premalo, da je pa druga nevarnost. Ne? Recimo ta protinatalnost se zdi ena izmed najbolj radikalno neumnih idej za Slovenijo pa Evropo. Ne? Ali pa recimo ne neumna ideja, ne, ampak primer zavajanja javnosti je, ali je COVID nastal v laboratoriju ali nastal sam od sebe. Ne? Zdaj se ve, da je nastal v laboratoriju, a mislite, da to povprečen človek v Sloveniji to ve? Ampak umetna inteligenca, ki bi nam pomagala urejati rodnost, tehnologija, otroci iz eprovet, je to znanstvena fantastika ali če se bomo reševali, tudi do tega pridemo? Moram vam čestitati, vi ste eni redkih, ki je postavil vprašanje, na katerega ta hip ne znam odgovora, bom pa premislil in naslednji dan bom verjetno imel že odgovor, za ta hip pa žal ne. Kako pa vi vidite umetno inteligenco? Kje vse bi nam lahko umetna inteligenca pomagala? Jaz sem malo bolj svež na umetni inteligenci, sem še bil kar konzervativen pri starem. Mogoče v sodelovanju, ko smo začela, sem začel to uporabljati in zelo, zelo velikrat podatke na sejah uporabljam, zato ker prihajam na določene odbore ali na določene komisije, kjer prihajajo z poročili, ampak ko pa postaviš vprašanje, pa ne znajo odgovore. Ne? In na tej seji napišeš noter, da bi rad imel v tem trenutku, dobiš vse podatke v dolgo Slovenije, kakšni so procenti, kako je. Torej, v tem smislu ga zdaj uporabljam. Eno je tudi primerjava recimo zakona
starega, nov zakon, mu rečeš umetne inteligenci, zdaj mi pa primerjati, pa mi povej, kakšne so razlike. Ne? To pomeni, da to je eno od orodij, ki ti pomaga pravzaprav hitreje delati. Jaz pa razmišljam tudi tle, po eni strani, se to je fajn, ampak spomnim se pa mojega prijatelja, kolega na Češkem, sodelavc, ko je rekel, a veš, kak je fantastično zdaj, ko imamo računalnike, ne? Vse te podatke v trenutku imam vse na razpolago. Ne? Sem rekel, a si zato ti kaj boljš plačan, ker moraš zdaj več delati, ampak ti boš bolj obremenjen zaradi tega. Ne? In dejansko po 10 letih ni več tega prenesel in mu je počelo v glavi. Ne? Vprašanje, kam bomo mi šli z tem, kakšne bodo, to pomeni ocena, kam nas pravzaprav umetna inteligenca pelje. Ne? Ali se pa lahko izognemo umetni inteligenci? Nikakor. Ta je tukaj in jo imamo in se bomo morali za njo sprijazniti. Eden izmed idealističnih scenarijev je, da bi nadomestila nas, razbremenila pri delu, da bi imeli več časa drug za drugega in lahko delali otroke. No, tisto, kar lahko povem, je, da sta spet glavni dve teoriji. Ena pravi, da umetna inteligenca nas bo polenila nekaj negativnega, ali pa celo uničila. Zdaj, če bi dali nadzor na jedrskimi orožji, bi bila to zelo neumna poteza, po mojem mnenju. Ne? Ampak tisto, kar se pa zdi in kar pravi Elon Musk, ali pa kar je predvsem moja misel, z nekimi drugimi strokovnjaki, je to, da je umetna inteligenca najboljši rešitev človeštva. Študije, ki jih delamo, ravno pred parim dnevi smo spet en članek poslali v revije, tam notri kaže, da bo človeška tehnološka civilizacija živela med 1000 in 10.000 leti, kar je zelo majhen čas. Ne vemo zakaj, ampak iz preračunavanja izgleda, da smo mi edini v galaksiji in potem se da nastaviti ene komplicirane modele, ki ocenjujejo, kakšna je pa potem pričakovana življenjska doba ene civilizacije, kot je naša. Ne? To se pravi, če gledate tisto krivuljo, tako kot človek gre dol pri 80 letih, verjetnost preživetja, pri 100 je že zelo malo, pri 120 ni več. Ta krivulja je podobna in pade dol med 1000 in 10.000 leti, ne znamo točno ugotoviti kdaj, ampak potem je pa zelo ozek pas verjetnosti, ki se pa vleče milijone let naprej. In približno se ve, kako priti tja in tudi Elon Musk o tem govori. In mi menimo, osebno sem trdno prepričan, da je edina pot za dolgo življenje človeške civilizacije to, da čim prej dosežemo superinteligenco. Superinteligenca je naš rešitelj. V kakšnem smislu je naš rešitelj? Da ne bo človeška tehnološka civilizacija izumrla v tem časovnem obdobju. Vajna zaključna misel te debate? Vsekakor zaključna misel moja, da je najlepša hvala za to, da lahko to predstavimo, da tako odlično vodite ta razgovor in upam, da bo to srečalo veliko kompetentnih ljudi, ki se še niso srečali danes za to temo in da bodo iz tega lahko, bi rekel, malo sprovocirani, da se bodo pa le začeli s tem ukvarjati. Če bo pa kjer od glavnih teh starih medijev, pa kot je RTV, katerega plačujemo vsi, ne povzel kakšne notice iz tega, potem smo naredili pa velik korak za človeštvo. Dr. Gams? Mi delamo še enkrat za to, da bomo uspeli in da bo slovenski narod preživel in slovenska država in slovenska kultura, jezik itd. In v tem smislu, če gledate leta nazaj, počasi zmagujemo. Počasi, ampak treba bo ta tempo pospešiti, treba bo najti somišljenike, treba bo najti soborce, ker smo dejansko tle v vojni. Ljudje se ne zavedajo, da v demografskem smislu smo mi v vojni in če gledate skozi število rojstev, mi izgubljamo in če dalje bolj izgubljamo. Ampak tista količina ljudi, ki se tega zaveda in ki hoče te negativne tendence ustaviti, ta tudi z vami, upam, tudi s poslušalci narašča in če nas bo dovolj in bomo dovolj močni, bomo zmagali. Hvala obema za obisk na domovini, za te zanimive, pronicljive misli, ugotovitve. Hvala lepa. Hvala tudi vam.
Vam pa spoštovana publika, hvala za pozornost. Verjamem, da je bila debata zelo zanimiva. Vsak od nas ob zavedanju problema, ki ga imamo, lahko nekaj pripomore k ohranjanju slovenskega naroda. Glejte nas še naprej.